Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci programa Ars, prvega programa in radia Ognjišče. Iz cerkve vseh svetih v župniji Ljubljana Sveti Križ bomo neposredno prenašali slovesno polnočno sveto mašo. Maševal bo župnik Peter Možina. Pri sveti maši bo sodeloval mešani pevski zbor pod vodstvom Nine Novec in Jakova Reča. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Lepo vas pozdravljam na ta sveti večer, ko vstopamo v praznovanje Jezusovega rojstva. Ta dojenček, ki je to noč rojen, ni navaden otrok, je Božji sin, ki prihaja na zemljo, da obišče človeštvo. Prihaja, da nas notranje osvobodi in nam prinese globok mir in tolažbo. Pozdravljam tudi vse, ki nas spremljate preko zaslonov, naj nas to sveto bogoslužje med seboj poveže in tudi notranje prenovi. V tem trenutku pa Gospodu predajmo svoje slabosti, svoje uboštvo, grehe in se pokajsajmo, da prejmemo Božje usmiljenje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gloria in excelsis Deo. Molimo. O Bog, to sveto noč je zasijala prava luč Kristus, ki razsvetljuje v svet. Naj v veri na zemlji spoznavamo njegove skrivnosti, da bomo uživali njegovo slavo v nebesih, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo
iz knjige preroka Izaija. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti jaram njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega priganjača si zlomil kot na dan Midjancev. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah. Imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo, od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. To je Božja beseda. Berilo iz pisma apostola Pavla Titu. Dragi Tit, razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnemu poželenju, ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. Zdaj pričakujemo, da se bo resničilo blaženo upanje in se bo razodela slava velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tiste dni je išlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje in sicer v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so si dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje, našli boste dete v plenice povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Poslušali smo Kristusov evangelij. To je ta noč, ko se vse začenja na novo. Prerok Izaija v berilu to napove: zbudil si veliko radost, naredil si veliko veselje, dete nam je rojeno, sin nam je dan. Rojstvo tega dojenčka v jaslih, ki je Mesija, kralj, obljublja na novo življenje. Tudi vsakemu izmed nas, ki smo danes tukaj. Obljublja nam, da bo zlomil jarem bremena izvoljenega ljudstva. V temo in sence tega sveta prinaša upanje, prinaša nov pogled na sedanjost in tudi prihodnost. Večkrat srečujem ljudi, ki izgubljajo upanje, ki ne vidijo več smisla v življenju in so na tem, da obupajo. Mnogi se čutijo zapuščeni, osamljeni, pozabljeni, zatrti. In tudi sam sem večkrat doživel to stanje duše. Verjetno bolj ali manj vsi, kdaj pridemo v to stanje, ko ne vidimo poti naprej, ko smo v nekakšni slepi ulici, smo razočarani ali pa ne vidimo več smisla, zakaj bi se še naprej trudili. Prav to sivino življenja, ki nam ni tuja, se z nebes spušča Božji sin. Rad bi izkusil vse, kar doživljamo mi, vendar ne, da bi tudi on potonil v naša včasih tako uboga stanja, temveč, da bi vse to prevzel nase, nas razbremenil te teže in greha ter nam prinesel odpuščanje in pravo svobodo. To Božje dete želi obiskati vse vidike, vse kraje našega življenja, posebej tista področja, ki bolehajo.
Jezus si želi, da mu predamo vso našo praznino, ki jo včasih rešujemo z begom, naprimer z nakupovanjem po trgovinah, s pridobivanjem še več denarja ali metja, ali z umiki k digitalnim napravam, zaslonom ali k drugim zasvojenostim. A v stvareh tega sveta ne najdemo dokončnega miru in ne tolažbe. Jezus pa prihaja, da bi napolnil to tvojo, mojo praznino. Prav tako želi priti v tvoje neuspehe, tvoje razočaranja in ti pokazati, ne glede na vse, novo pot naprej. Jezus bi rad vstopil tudi v naše medsebojne odnose, za katere vemo, da so tolikokrat ubogi. Rad bi nam dal moč, da bi znova zmogli drugega človeka ljubiti, mu prisluhniti, mu izkazati naklonjenost. Želi, da presežemo našo medsebojno zavist, nagajanje drug drugemu včasih, zamire, užaljenost in tako dalje. Nemalokrat pa nas pestijo in hromijo tudi naši strahovi. Morda se na tem svetu čutimo tudi nekako vklenjeni, potisnjeni v določene okoliščine, ukleščeni, izključeni, zapuščeni, poteptani. In za vse te okoliščine ne vidimo, ne najdemo prave rešitve, pravega recepta za ozdravljenje naših težav. Nujno mora priti nekdo od zunaj, nekdo iz nebes. In ravno zato potrebujemo odrešenika, ki smo ga pričakovali ves adventni čas, ki prihaja nocoj iz nebes in nam prinaša Božje zdravilo, Božjo rešitev, ki je drugačna od naših malih človeških domislic in rešitev. Zato nam Bog daje svojega Sina danes, da se spusti na zemljo, da nas potegne ven iz zataknjenih situacij in da nam podari svojo usmiljeno in čutečo ljubezen. On sam je naša tolažba in mir. V njem lahko najdemo resnično sprejetost, toplino in sočutje, česar mogoče od ljudi ne prejmemo. On je veliki kralj, ki prihaja rešiti narode. Prihaja, da osvobodi vse narode, tudi Slovence in Slovenijo. Obljublja, da bo pokazal moč svoje ljubezni, ki bo rešila ta svet. In tako nam danes angel v evangeliju oznanja: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Mi smo to ljudstvo, ki to noč zagleda veliko luč. Smo ljudstvo, ki že vidi odrešenje, ki sluti, ki čuti, da prihaja njegova odrešitev. In to noč odpiramo svoje srca detetu Jezusu, da se naseli v nas. Tako smo z Jezusom na tem svetu romarji upanja, da prinašamo v deželo luč, to deželo, ki dostikrat tiči v temi, da smo mi te luči. In Gospod sam nam v srce vliva upanje, če to dopustimo. Da prejmemo upanje, ki ga nobeno zlo, nobena težava, noben greh ne more omajati. Veselimo se nocoj, da je Bog prišel med nas. On nas ljubi in On nam odpušča, On nas rešuje. In molimo nocoj, da bi vsi kristjani in vsi ljudje spoznali to ljubezen, ki je v detetu Jezusu prišla v Betlehem. Jezus, vabimo te, pridi v naša življenja, pridi v naša srca. Prinesi svojo toplino, svojo luč, svojo ljubezen. Amen.
Sedaj izpovemo našo vero, ter pri besedah in se v telesu pokleknemo ali se globoko priklonimo. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Tudi križan za nas, konci in vratu in trpel in bil v grob položen in tretji dan je v mrtvih vstal, pričevan resno in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve. Njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Dragi bratje in sestre, v tej sveti noči je z Jezusom na svet posijala luč Očetove ljubezni. Odprimo svoje srca in prosimo. Za vse, ki so se oddaljili od tebe, naj bodo ti božični prazniki zanje priložnost za spreobrnenje. Prosimo, te usliši nas. Za vse narode sveta, naj rastejo v medsebojni povezanosti, miru in slogi. Prosimo, te usliši nas. Za naše družine, da bi bile odprte življenju in bi se razveselile vsakega otroka. Prosimo, te usliši nas. Za sirote in zapuščene otroke, naj jih tvoja ljubeča bližina ozdravi strahov in bolečine. Prosimo, te usliši nas. Za naše pokojne iz naših družin, naj večno živijo s teboj v nebesih. Prosimo, te usliši nas. Emanuel, Bog z nami, v tebi vidimo znamenje novega upanja. Prosimo te, podari nam v tej noči svoj mir in veselje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za tole prekinitev se opravičujemo. Nastale so pač težave z vezami. Ko bomo zvezo spet vzpostavili, se bomo seveda vključili v prenos polnočnice.
Spoštovane in spoštovani, zveze so ponovno spostavljene, zato se vključujemo v prenos polnočnice. Naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In podelimo drugemu Kristusov mir. Oh
Glejte, jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, prideš k meni, ampak en sledi svetom. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Sledi sveto obhajilo. Kdor je pripravljen in je bil tudi nedavno pri sveti spovedi, bo prejel Jezusa v sveti hostiji. Kdor mogoče ni krščen ali pa ni pripravljen za sveto obhajilo, se približa s prekrižanimi rokami in prejme od duhovnika blagoslov. Vsi, ki spremljate sveto mašo preko zaslonov, pa lahko v tem času tiho povabite Jezusa v svoje srce. Tudi vam bi se rad približal in vam podaril svojo ljubezen. Gloria
Molimo. Gospod naš Bog, z velikim veseljem praznujemo rojstvo našega odrešenika. Prosimo, naj ti v življenju tako zvesto služimo, da bomo nekoč za večno prišli v družbo tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Ob zaključku tega bogoslužja bi se srce rad zahvalil našim pevcem, ki so čudovito peli, pa tudi ministrantom, jasličarjem za lepe jaslice in vsem ostalim sodelavcem, ki ste pomagali pri pripravi tega božičnega bogoslužja. Vsem voščim blagoslovljen Božič, naj vam tu navzočim v cerkvi, kakor vsem, ki ste bili z nami preko zaslonov, voščim, da je Jezus naš odrešenik, ki prinaša v srce globoko tolažbo, mir, ki ga ta svet ne more dati. Naj vam Gospod res podeli notranje veselje v Svetem Duhu, mir in veselimo se, da Bog misli na nas, da nas Bog ne pozablja, da je Bog prišel na zemljo, da nas reši in nas rešuje. Blagoslovljen Božič in prosimo Gospoda, naj nas blagoslovi. Gospod z vami. Bog, ki je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega Sina pregnal temo sveta in z njegovim rojstvom razsvetlil to sveto noč. Naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti. Ob njegovem rojstvu, začetku našega zveličanja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni svojim veseljem in vas naredi za glasnike evangelija. V svojem Sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi. Naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih vsi pridruženi občestvu svetih. To naj vam podeli vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci programa Ars, prvega programa in Radia Ognjišče. Iz cerkve vseh svetih v župniji Ljubljana Sveti križ smo neposredno prenašali slovesno polnočno sveto mašo. Maševal je župnik Peter Možina. Pri sveti maši je sodeloval mešani pevski zbor pod vodstvom Nine Novec in Jakova Rejča. Prenos je omogočila tehnična ekipa Televizije Slovenija. Želimo vam lep, blagoslovljen Božič.